Gremo na 11. točko dnevnega reda in sicer poročilo oziroma nadzornega odbora občine Brežice za leto 2018 in 2019. Uvodno predstavitev bo podala gospa Franja Žonkar, predsednica nadzornega odbora občine Brežice. Prosim. Lepo pozdravljene vsi še v mojem imenu. Sem dočakala, da danes se bom dočakala zadnje, ko smo se videli, ko nekajkrat predstavljali, zadnje se pa to šlo skozi. Je pa res, da se upravičujem, da za leto 2018 zamujamo in bom zdaj združeno enotne značilnosti tako za krajevne skupnosti kot za javne zavode, ki smo jih nadzirali, povedala, posebej pa upozorila, kar je bilo posebnega v letu 2018 in v letu 2019. Glede na podajanje teh ugotovitev v nadzorih na raznih odborih, prejšnji teden sem ugotovila, da določene stvari vendar glede nadzornega odbora niso jasne, zato bi rada zdaj to posebej izpostavila, pa mogoče še komu odgovorila. V nadzornem odboru ne delujemo tako, da bi nekoga prebijali na križ, ampak tako, da s priporočili spodbujamo na dano delo. Tukaj je ena svetnica, ki me zelo dobro pozna in ve, da sem jaz na branžne priročnike vedno dala neko posvetilo za delo nadzornih programov, inšpektorjev in kontrolorjev in sem na kmetijski priročnik napisala nekaj, česa se držimo tudi v teh nadzorih. Bilo je tako izdelja, trga liste, nikakor ne izkopavaj korenin. Tudi tole je bilo zelo tako odmevno priporočilo in so se ga inšpektorji in kontrolorji kar držali, s tem so razumeli, kaj hočemo povedati. Najlažje nekoga skritizirati, ga razbiti, potem pa se ta nadziranec težko sestavi. Kako delamo v nadzornem odboru, to je pomembno povedati, da veste, da je vsak nadzornik 100% samostojen, delo oziroma dokumentacijo, ki jo dobimo pred nadzorom, jo proučimo doma. Vsak nadzornik neodvisno od tega sprašuje nadziranca in potem zapiše svoja priporočila. Vodja nadzora v nadzoru, tričlansko ponovadi se sestajamo, zapiše in zbere vse podatke vsakega skupaj, če se kaj podvaja, to poskrbi, da ni podvojeno in priporočila so na tak način zapisana. V prejšnjih letih nekako nismo dosegli, da bi bila naša zaključna poročila objavljena na spletni strani, zdaj so in jaz upam, da tudi v nadaljevanju bo tako. Če koga karkoli podobno zanima, vsak zapisnik je sestavljen tako, da ima na koncu vse dokumente, kateri so bili pomembni za sklepe, ki so bili navedeni v zapisniku. V tem prejšnjem mandatu smo naredili tudi, izoblikovali poslovnik in zahtevali objavo, se so prejšnji nadzori delali po neveljavnem poslovniku. V letošnjem letu je bil izdelan, preden smo začeli z nadzori, procesni priročnik nadzora, tako da so vsi člani nadzora lahko videli, kako poteka ta postopek nadzora, kateri so dokumenti in zakonodaja, ki obvladuje delovanje nadzornega odbora. V letu 2018 smo nadzirali 5 krajevnih skupnosti, 2 javna zavoda in pa 4 vzgojno-izobraževalne zavode. V letu 2019 so bile 3 krajevne skupnosti, 1 javni zavod in 4 vzgojno-izobraževalne zavode. Izbor nadzirancev je glede na potrebe oziroma prijave ali pa na časovno oddaljenost posameznega nadzora, tako da skrbimo, da so v 4-letnem mandatu pregledane vse krajevne skupnosti, vsi javni zavodi, pretežni meri vsi javni zavodi in pa proračunske postavke, občinske proračunske postavke. Manj že sape zmanjkuje, zato ker je tle razrab tako izravnen kot poljubšnici. V letu 2018 smo imeli, bom samo na posebnosti, krajevne skupnosti poslujejo tako, da v letu 2018 smo imeli eno prijavo glede krajevne skupnosti, ki se je samovoljno zadolžila na račun občine. To smo obravnavali, osvetlili, seznanili se z vsem tem in predsednik je pač rekel, jaz sem zrihto, vi pa vrete, da bo zakonito. Dejansko je to zdaj nekako urejeno, da je podnajemnica teh poslovnih prostorov, ki je krajevna skupnost Krška vas odkupila, plačala da naprej najemnino in s tem bi to bilo do nekaj urejeno, ni pa 100% urejeno.
ker so tudi samovoljno kar oprostili potem za 7 mesecev najemnine in pa še določene pomanjkljivosti, ki je treba z aneksom k pogodbi urediti. V javnih zavodih, ki smo imeli, to je bil letalski center in lekarna Brežice, smo ugotavljali posrečene zadeve sploh v lekarni Brežice. Danes se vam poslušam, kako se borite oziroma kako se odločate 2 milijona kredite, 4 milijona kreditov, tam pa naletimo na akumulacijo 2 milijonskega sredstva, pri tem, da je v letnem poročilu zapisano, da so vzgojni učno izobraževalni zavod, za fakultete za farmacijo, za srednje šole za farmacijo, da so 200% preobremenjeni glede na povprečje po lekarniškem delavcu, glede na povprečje Slovenije in Evrope, denar pa akumulirajo. To nam niso znali pojasniti, ker to je nekako malo smešno, da ne zaposlijo dodatnega kadra, če vsa leta oziroma 3-4 leta zapisujejo, kako so prenormirani njihovi farmacevtski delavci. S 1.1.2017 je stopil veljavo zakon o lekarniški dejavnosti, za katero mora imeti javni zavod oblikovana sredstva za likvidnost in solventnost. To imajo oblikovano približno po 500 tisoč za vsako sredstvo, plus tega je pa še akumulacija teh sredstev. Jaz sem dobesedno mislil, da je to neka proračunska postavka, ki se je nekaj zaknjižilo in potem povedal, da je to fizični denar shranjen, akumuliran po poslovni banki. Župan je bil o tem obveščen, ta sredstva se lahko porabijo za izvajanje zdravstvene dejavnosti, tako da to je nekako pri tem zadolževanju občine smelo, da tam leži na računu ta denar. To je to, letalski center ni bil kaj posebnega, samo da mora terjatve poravnati, ki jih je še imel nekaj do fizičnih oseb. Ostale krajevne skupnosti delujejo zelo dobro, ni eno močno sneženje ali pa vodno neurje porabijo vsa sredstva, ki jih imajo za vzdrževanje cest, tako da so, mogoče bi še to povedal, pri krajevnih skupnostih je bila, bom kar mešala z letom 2019, je v občini krajevnih skupnosti Brežice padlo dobro priporočilo nam, javnemu zavodu, nadzornemu odboru, da prenesemo ustanovitelju, da naj se izoblikuje enotna spletna stran za vse krajevne skupnosti z vsemi potrebnimi informacijami, za izdelavo časovnice, potrebno izdelavo dokumentov, kateri dokumenti, kdaj in tako naprej. Mislim, da je to že v delu, ker smo se z direktorco pogovarjali, potem tudi, ko se na novo formirajo krajevne skupnosti, ko so na novo volitve, da se tudi župan pogovori s temi predstavniki krajevne skupnosti, ker tisti starejši delavci, ki delajo na krajevnih skupnostih, so zelo odgovorni, vsakega delavca posebej poznajo, vsak račun na pamet, kam so porabili sredstva, eni pa sploh ne vejo, da so to samostojna pravna celota in da odgovarjajo za svoje delo, predsedniki krajevnih skupnosti govori, in da rečejo, tam ste na občini, kaj hodite k nam, tam si pogledajte, mi to delamo, tako pa delamo. Ne, tako da tole bo en korak naprej, če bo podprto računalniško podprto z te krajevne skupnosti, sploh pa veliki dolini, ne, pa vas to muči. Mi v nadzoru tudi spodbudimo malo krajevne skupnosti, da naj za božjo voljo, mi smo turistična občina, naj se uredijo spletne strani, če mi turiste. Turist ne bo prišel, če ne ve, da obstaja nekje velika dolina, pa da ima določene tiste poti, ko jih imate in tako naprej. To sicer tako malo spodbudimo, da ne pridemo velik samo kot nadzorniki. V letu 2018 kaj drugega posebnega ni bilo, šole, ko pregledujemo, tukaj smo pa nadzorniki vedno zelo pozitivno presenečeni, ker ravnatelji izredno dobro gospodarijo za sredstvi, ki jih imajo in izredno dobro sodelujo tudi s svojimi krajevnimi skupnostmi, svojim krajem, poznajo prebivalce, pomagajo, da imajo otroci vse enake možnosti. Tisti mali dinarčki, ko jim ostane 3 do 5 tisoč, lepo so na rezervni sklad, ko je šola v naravi, zato da lahko se tega udeležijo vsi otroci, da imajo pač vsi enake možnosti. Jaz si ne predstavljam brez dobre šole enih Pišec, ene velike doline, ki so obrobne ali pa Bizeljska, ali pa Dobova, kjerkoli, ker so to obrobne občine, ker se srečuje s temi privatizmi in so šole res močnega strateškega pomena. To bi bilo za 2018. V letu 2019
smo obravnavali KS Brežice, Dobova Pišece. V Brežicah poleg te pobude za spletno stran je bila tudi pobuda za spremembo meje krajevne skupnosti. Krajevna skupnost je res mala in področje Trnja, Špara in tam otrok spada že čisti. To je v bistvu mestna četrt in je bila podana, da bi bila ne vem kako pobuda, da bi se to nekako razmišljalo o spremembi mej. Ni pa tako enostavno. No, to v glavnem župan je vsem tem obveščen, gospa Alenka zelo tudi to sodeluje, tudi gospa Sošin in odboru rekla, da bomo to nekako krajani sprožili inicijativo, pobudo dali, da se te meje malo predstavijo. Ker dejansko se je mesto Brežice razširilo. Tukaj da bi še sam dodala, tudi mene moti ta tržnica kot krajana, je klaustrofobična, to ste pozabili povedati. Dejansko je klaustrofobična, temna, tam zgubiš voljo do življenja, mogla bi pa biti vesela in ponujati nekaj besede kot vstop v Brežice. Šole, ki smo jih letos pregledovali, so bile Bezdelsko, Rteče Pišece, ta entuzijazem ravnateljev izkazan, so pa vse izrazile eno željo, da bi imele računovodstvo in tajnike 100% zaposlene. Tako razmišlja se o neki enotni računovodski službi, ampak jaz mislim osebno, da so hotele imeti direktorce 100% zaposlene te ljudi pri sebi. Ker se dejansko administracija in vse, kar morajo delati, povečuje. Zdaj, če so sredstva, jaz osebno, to je bila že tam ampak vse je pa v okviru sredstva in okviru normativov, da se razumemo, to je zdaj čisto tako mogoče celo neodvisna reakcija moja. Pogledali smo tudi zakon za podjetništvo in turizem in mladino. Mogoče se gospod Zotko spomne, tukaj sta že enkrat diskutirala, kaj je to, da se ne more ugotoviti, koliko je gospodarja, kako gospodarjajo v tržni dejavnosti, in to je gostinstvo, ker je mene to vsa leta zelo mučilo. Letos prvič so vodijo računovodstvo tako, da smo te dodatke lahko ugotovili, da vidimo dodano vrednost, da vidimo, če res upoštevajo to pravilo, da morajo imeti nižje cene od lokalnih cen, od cen lokalnih gostincev, in pa koliko je dodana vrednost v gostinstvu. Jaz te normative zelo dobro poznam, tako da sem to videla, da to tudi deluje. Sama osebno sem še fizično pogledala zaloge, če zaloge res odražajo stanje, ki so bile zapisane. In še se ne strinjam, da je gospodarjenje z zalogami čisto procentno, ker so za moje pojme prevelike količine, čez 40 vrst viskijev, čez 40 vrst alkoholnih piv, da ne govorim še brez alkoholnih, tako da to gospodarje ne morejo vzpostaviti. In pa zgodila se je tam tudi ena neljuba zgodba, to je bila kot prijava, mobbing, in smo v sklopu nadzora tudi ta mobbing obravnavali, in sicer nadrejeni na zaposleno delavko. Pregledali smo, če prav to, da vam če naprej povem, nadzorni odbor, finance pa gospodarjenje sredstvi ustanovitelja. Mi smo vsem to prijavo osvetlili, razjasnili, zahtevali pojasnila in potem odstopili pristojnemu. In je človek, ki je izvajal mobbing, je sicer potem dal odjavo, ni se zdelo vsem primerno, ker je še vedno v istem prostoru, a je zdaj bila ta zaposlena s tem zadovoljna, ne tega odzivnega poročila nimamo, bomo pa to vsekakor sledili. Še enkrat pa poudarjam, da nadzorni odbor ni za kadrovske zadeve. Ugotovili smo še nekaj nepravilnosti glede odrejanja nadzornega dela, nadzorno delo se odredi, potem, če ni izplačano, se mora zapisati, zakaj ni izplačano. Šlo je za primer, da so delavci povedali, da tisti delavec, ki bi moral delati, ni delal in potem ni bil izplačano. Ampak o tem mora obstajati zapisi, če ne obstaja dvom o samovolji lahko tistega, ki odreja izplačilo. To je ZPTM. Potem prijave so še bile, imeli smo 3 prijave letos, no za mobbing, to sem povedala, pa še 2 na cestno infrastrukturo. Ena za cestno infrastrukturo je bila po mojem mnenju zelo dobra. Tukaj mogoče gospodu Arjoši pojasnim, ker je rekel, da bi vse morali dati priporočilo. Mi smo dali priporočilo. Ko je bilo odzivno poročilo nam poslano, smo potem sprejeli sklep, komu se to mora poslati.
in istočasno smo vročili tudi ta zapisnik pristojni službi z priporočilom, če dobijo tako kvalitetno prijavo, kot je bila ta, to je bila cesta 2 hitrosti, smo jo mi poimenovali nadzorniki, eno smer se lahko za 90, v drugo pa 50 na istem odseku, da se morajo zahvaliti, zato prijav pa ne tako zahvaliti, da neka čustvene izlive dela, ampak da bojo pristopili k temu delu, tako da tudi nadzir tak je poslal prijavo, ker je z imenom priimkom ve, da je bil upoštevan. Če ne dobijo voljo do takšnih izboljšave, recimo priporočil za izboljšave. Finančna sredstva v letu 2018 smo imeli plan 11 tisoč, porabi smo 11 557, ker smo še vletli nekaj dela nazaj, po odobritvi župana, in teh 500 evrov dobili odobreni. V letu 2019 imamo plan 13 tisoč, porabi smo 11 903, tako da smo to zdaj občini malo poplačali nazaj, kar smo v bistvu nismo več, ne samo malo večji je bil plan. Plan dela za 2020 bomo počakali, da se oddajo vsa poročila do 28. Potem bomo fizično izdelali plan, bomo gledali najverjetne eno proračunsko postavko, ker nekaj zdaj na vseh teh, kar sem vas poslušala, tudi mene ima zgodbo, mogoče bomo to in pa tisto, kar smo gledali v 2016, bomo predlagali, če bo pa še kakšna prijava, lahko je tudi z vaše strani, lahko date pozbude, lahko date prijave, mi pa smo tisti, ki bomo odločili, katero prijavo bomo obdelali, katero ne, vsekakor pa, če so kršitve finančnih predpisov, tako in ne modoma pristopimo k temu delu. Toliko imam jaz zdaj v najbolj strnjeni obliki, če pa imam dokaz za vprašanje, tam izvolite. A ste že dol padli, vsi? A je res odločen pa tega? Najlepša hvala, predsednici. Zdaj, to je dejansko obe poči so zdaj pokripnje tudi za naprej. Tako da, če bo kako vprašanje, boste odgovorili, to najprej odbori, komisija. Vse smo že odbori. Ja, koliko ne, prosim za prijavo razpravi. Ok, ni. Ok, ali še dobro, prosim, izključujem prijavo. Hvala za besedo, dobro večer. Rekli ste, da nekdo zahteva, da bi koga pribijali na križ. Jaz sem pa nekaj še rekel, da ne pričakujemo od vas, da ste inkvizitorka. Je pa hecno to, kar ste rekli na odboru, da ima nek javni zavod ima 12 priporočil, plus prijavo zaradi mobbinga, vi pa ste rekla, da z veseljem ugotavljate, da stvari obvladujejo. To pa ni predvijanje na križ, to je pa v bistvu na nek način neki pravni sprotnik. Potem pa še komentar na to prijavo mobbingu, ki je bila poslana svetu zavoda. Direktorica tega zavoda je, če ne članica, vsaj simpatizerka stranke, ki je na oblasti te občini, s katere prihaja tudi župan. In kot vemo, so bili svetu zavodov izključeni predstavniki, člani in tako naprej, kandidati strank, ki smo v prejšnjih mandatih na takih podobnih stvari opozarjali. Se pravi, nekdo je blizu neki stranki, svetu zavoda so ljudje, ki so blizu tej stranki, župan je pač težko, da se bo na ta način kaj rešil. Skratka, izvedni greh tiči tam tisti seji, enih 6-7 sej nazaj, ko ste sprejeli, da so v svetih zavodov samo člani nekaj tistih strank, ki so bolj kooperativne, po narekovaj. Tako da, to so moje pripombe in če boste še komentirali, lahko naprej. Zdaj tole mogoče čisto kratek komentar. Prvo, jaz niti ne vem političnih opredelitev, niti vas vseh tleda, ki ste kajšali pa sveto posameznih zavodov. Tako da, kar se tega tiče, ta očitek ne more biti sprejet. Je pa svet zavoda tist, ki je odgovoren, če kadrovsko karkoli ne velja in ustanovitelj.
In to je bilo tem dvema poslano, nadzorni odbor pa nima možnosti drugega, kot da pregleda, če so bile recimo vsi predpisi, to pa so bili zagotovljeni vsi predpisi v zvezi z mobingom. Če kogarkoli moti, pa mora to drugače, ne pa glede na politično barvo. Jaz osebno tako razmišljam. Zdaj, glede na to, da je bilo nekih 12 priporočil, jih lahko strnem. Po plačilu dobaviteljev, dobavitelji so z zamikom poplačani, zato ker dobivajo tudi z zamikom denar oziroma pokrivajo denar s tržno dejavnostjo. Zato smo tudi priporočili načrtovanje denarnih tokov, gospodarno ravnanje z zalogami, to je bilo na to, kakšna količina pijač ja ali ne. To je vse zapisano, to imate vse v vaših dokumentih. In pa pri nadurnem delu, to sem vam opredelila, da je treba strogo spoštovanje 144. člena zakona o delovnih razmerjih. Letne razgovore z vsemi zaposlenimi v konfliktnih situacij, to nikjer ne piše, da so obvezni, lahko priporočljivi pa so. Zdaj pa če mislim, da je pa še bilo spostavljeno, v zavodu je bilo spostavljeno tudi računovodski programi, ki so jih preveč plačevali, zdaj imajo bolj ugodne računovodske programe, še pa vseeno nadzorni odbor se nagiba k temu, da bi tukaj se občinsko prava razmišljala o teh računovodskih vseh zavodih, ne samo tukaj. Ok, predsednici, gospod Šani Žokle, se zahvaljujem. Tako za 11. točko v poročilu sem glasila, gre za seznanitev, oziroma gre tudi za seznanitev s programom dela in ne vse prav tako ne glasujem. 13. točke dnevnega reda, pobude in vprašanje, ta točka je zelo pomembna, pa nismo na prejšnji seji, tudi ne na prejšnji predavanj, je tega ne bomo imeli, tako da prosim, da se prijavite k razpravi. Ok, zaključujem prijavo za Lenko Čenič Jošel, Peter Dilvek, prosim. Moje vprašanje je sledeče. Jaz se vozim vsak dan čez Čerešnice proti avtocesti, tam zdaj poteka ta prenova ceste in noter so tudi neka infrastruktura in če se kabel tale, tudi jaz se že malo potrujem pomagati. Kaj se daje optika noter, mogoče? V glavnem, stvar je v tem, da mene zanima, zakaj recimo zdaj, ko so že dali zaključni sloj te ceste, obstajajo v bistvu koluti nekaj 10 metrski, ki zdaj prosto ležijo ob cesti in vstranska cesta ali pa so zviti. Zanima me projektno, ali se bo to pustilo pač propadati, ali se bo kopalo, ali je to prepuščeno lastnikom, zato ker imam tudi prijatelja, ki ne ve, na njegovem dvorišču to leži, pa ne ve, kaj naj s tem počne, kakšni so načrti, tako da to me zanima, kak je projekt, če se to še namerava, kaj s tem početi, ali se bo pustilo tam, pa mogoče bo UV žarki svoj naredil po propadu. Hvala. Najlepša hvala, bomo da tisni odgovor. Hvala za besedo. Jaz sem imel po pobudo. In sicer prvo je znižati turistično takso za faktor 2 v demografsko ogroženih območjih občine Brežice, kot so Prešece, in s tem omogočiti enakomernejši razvoj turistične dejavnosti v občini. Namreč pobudniki turističnih storitev v demografskih ogroženih območjih se pridružujejo na visoko turistično takso v kraj, kot so Prešece in ostalih demografsko ogroženih območjih občine Brežice. Razlogi za to so pa sledeči, ker je na teh območjih bistveno slabša razvita infrastruktura kot v drugih razvitih delih občine. Tu je slabša razvita tudi gospodarska infrastruktura, težave z internetom in podobno. Slabša razvita je tudi ponudba. Gosta je v teh področjih moči teže pridobiti in zadržati tudi. In razlog je tudi to, da tudi druge, bolj razvito
razvite turistične občine v Sloveniji imajo veliko nižje turistične takse. Se pravi, omenjeno znižanje bi pripomoglo k razvoju turizma na demografsko ogroženih območjih občine, saj bodo ponudniki zagotovo omenjena sredstva vložili v nadaljnji razvoj svoje ponudbe in s tem tudi razvoj turizma na teh območjih. Pobuda številka 2 je pa ta sledeča. Omogočiti lastnikom vodovodnih priključkov, ki ne proizvajajo odpadnih vod, da se jim ne obračuna pri uporabi vode, ne obračuna dajatev za odpadne vode. Nedavno je strani Komunale prišel dopis, se pravi, določeni uporabniki so ta dopis dobili in z naslovom izjavo uporabi greznične gorče ali blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za gnojilo v skladu s kmetijskimi predpisi. Na območju občine Brežice obstajajo objekti z vodovodnimi priključki, ki nimajo kuhinj, kopalnic, strnišč in podobnih prostorov in iz navedenih vodovodnih priključkov se ne proizvajajo odpadnih vod, ampak se vode iz teh priključkov uporablja za škropljenje vinogradov, za škropljenje sadovnjakov, za zalivanje rastlin, za napajanje živine in podobno. V skladu z navedenim dopisom Komunale je potrebno plačevati dajatev iz vseh priključkov, vodovodnih priključkov, vključno z zgoraj navedenimi priključki, iz katerih se pa dejansko ne proizvaja teh odpadnih vod, kar pa mislim, da ni pravilno. V ta namen dajem pobudo, da se lastnikom vodovodnih priključkov, iz katerih se ne proizvaja odpadnih vod, pri obračunu za uporabo vode ne obračunava dajatev za odpadne vode. Hvala. Mila, najlepša hvala, da damo pisni odgovor, stanem početno svojim. Hvala za besedo. Izmena eno pobudo, pa eno vprašanje. Pobuda gre v bistvu za parkirišče pri pokopališču, staro parkirišče, v bistvu za temi novimi. Tam v bistvu je zdaj narodna reč, ker se je možnost zavijanja levo na parkirišče iz smeri gradu proti Rondoju, sta tam postavljena varovalna količka na prvi parkirišču, kar je smisla za tega, ker je bilo težko zavijati zraven, če se je parkiralo vozilo na prvo parkirišče, zdaj, ko sta ta dva količka postavljena, je pa enako, in se iz te smeri zavezne dan. Da se to ustrezno uredi, možnosti obstajajo tudi drugo, mislim, da je to tudi z znakom prepovedano zavijanje, glede na to, da je zdaj parkirišč dovolj, pa kako drugače tista količka tam se prav tako postavljena, kot če bi stalo vozilo. Druga zadeva pa vprašanje, zdaj bom rekel, kar dost Brežičanov pa prebivalcev Kranjskega se sprašuje, nimajo nekih konkretnih podatkov ali pa v bistvu te dinamiki zaključovanja obnove teh železnih mostov. V bistvu tudi kdaj se predvideva dokončanje še drugega, pa kakšna bo v bistvu prometna ureditev, če se v bistvu za to že veže, da se na nek način poda odgovor na to, da tudi se predstavi tem občanom, ki jih to zanima. To je zanima. Stane hvala, da damo pismo. Kako čem že prosim? Hvala za besedo. Torej ena pobuda, da občina zagotovi oziroma odkupi zemljišča, ki so opredeljena za gradnjo več stanovanjskih objektov. Namreč v mestu Brežice krvavo potrebujemo najemniška stanovanja, niti ni potrebno, da so socialna, ampak samo, da bi stanovanja bila.
Živim v občinskem stanovanju in nasproti mene je še eno prazno in v zadnjih 3 tednih so 4 občani v bistvu potrkali na moje vrata, kaj je zdaj s tem stanovanjem, je za oddajo, ni za oddajo, po drugi strani se tudi pogovarjamo. Dejansko ljudje, mogoče za kakšna prehodna obdobja, ali pa recimo še posebej za potrebe kadra na fakulteti za turizem, ko si ne nameravajo nekaj kupiti, pač pa nekaj najeti, enostavno v Brežicah nimajo kje živeti. V bistvu je rešitev obstaja, Republiški stanovanjski sklad je 3 dni nazaj sem našla objavo, v bistvu objavil javni poziv za nakup stanovanj zemljišč za gradnjo stanovanj na območju celotne Slovenije. Se pravi, upravičenci so fizične osebe, pravne osebe, zasebnega in javnega prava in lokalne skupnosti, ki v bistvu lahko oddajo zavezujočo ponudbo. Pred odhodom iz prejšnje službe sem imela v bistvu stranke, ki ste se zanimale za gradnjo večstanovanjskega objekta v mestu Brežice. Investitor bi v bistvu zgrajena stanovanja prodal skladu, sklad pa bi stanovanja dajal v najem. Vendar problem, edina območja, ki bi bila za to primerna, so trenutno tovarna pohištva, potem območje za Tušem, tista ogromna koruzna njiva in pa en mali trikotnik med Majstrovo in Blagovnico. Ta pa je v lasti 5 lastnikov ali 4, se ne vem, in enostavno so rekli, da jih ne zanima, se pravi, nimate območja za večstanovanjsko gradnjo, gremo v drugo občino. Verjetno sta šla tudi takva v eno drugo, ker če v Google vtipkate stanovanjski sklad, gradi nova stanovanja, v bistvu bodo našli 6-7 občin, kjer se to dogaja in pač to je nujno, da se v prihodnosti zgodi tudi pri nas. Se pravi, občina bi na nek način mogla identificirati, kje so tista območja, kjer lahko imamo neko večstanovanjsko gradnjo, in pa nažalostno se nekako dogovoriti tudi z lastniki tega območja, ker resni investitor v bistvu, ko pride, je to ogromen minus, če imamo na območju 5 lastnikov. Hvala lepa. Aljoša Ron. Tole pobudo sem dal že 18. aprila, na 4. seji, pa zdaj ponavljam. Rad bi še govor, kako to, oziroma vprašal, kako to, da še nisem dobil odgovor. Hvala. Aljoša, hvala. Bo odgovoril Zlatko Udovičnico. Moje vprašanje se navezuje na Petrovo in sicer na čerešnice, zato je obnova zdaj. Ne poznam projekta, ampak nič ni bilo govora o kakšni kanalizaciji. Vemo, da se približuje rok, ker bo treba to, oziroma je v nekem programu, če se ne motim, 2023. Kaj me zanima, kako je s tem? Zdaj, ko bo to na novo vse narejeno, čez leto bomo pa novo asfaltno prevleko prekopali. Darko, hvala. Enako pisni odgovor, gospod Jožic, zašim, prosim. Pozdravljeni z moje strani. Jaz sem se pripravljala za to sejo, pa sem tudi že prej vedela, da obstaja pri občini strategija za mlade. In sem ob tem, torej to priliko bi izkoristila, da bi razmišljali o tem, da bi sprejeli tudi strategijo za starejše, ki jih je v občini 20% populacije občine Brežice, starejši od 65 let, kar je nad slovenskim povprečjem. In seveda ta številka, ta delež se bo še večal.
Skratka, v Sloveniji obstaja strategija do starosti prijaznih občin. Vanjo je vstopilo 17 občin, med njimi 7 mestnih, drugo pa manjše občine. No, mi smo v Društvu upokojencev Brežice in Šola zdravja Brežice smo se sestali že preden smo to proučevali in sprejeli naslednjo pobudo, ki jo danes tu predstavljam. Torej, da bi sledili tej strategiji slovenski, katere iniciator je Institut Antona Kostanjaka. Torej, da bi imeli en organ v občini, ki bi skrbel načrtno, profesionalno, spremno problematiko starejših. In seveda povezal tisto, kar občina na tem področju že ima in nima tako malo. To recimo je program starejši za starejše, ima sopotnik, kar je dobrodošlo, ima e-oskrbo, kar je od lanskega leta novo, sofinancira številna društva, Rdeči križ in tako naprej. In seveda bi bilo treba še marsikaj, kar pa občina nima, ampak sem tu danes že slišala, da nekatere stvari močno na nje tudi že mislijo. V občini nimamo in bi radi imeli, in ta strategija to imela, predvsem medmedijski center. Celo smo imeli eno bogopletno idejo, da bi ta medijski center se preimenoval medijski center. Celo sem videla Loški potok, veste, kak je to vizavi Brežic nekaj majhnega, ravno kar delajo medijski center v centru Loškega potoka. Potem socialni servis, danes sem slišala, da to pri komunali. Torej, obstaja že socialni servis za pomoč na domu, in vi vsi verjetno više razmišljate o tem, mi dva živa, da smo najstarejša tukaj, torej, da bi radi dolgo ostali doma. Torej, ta pomoč na domu obstaja v naši občini, ga izvaja Center za socialno delo, zelo veliko pripomb, da je slabo, da je prezravo, ljudje, ki imajo 400 penzije, si ne morejo privoščiti te mere. Potem center za dnevno varstvo, Turnišče sem tam poslušala, Turnišče nam majhna zadeva v Prekmurju ima center, torej tudi za vase. Ljudje pripeljajo starejše čez dan, torej nekaj po moje zelo kvalitetnega bi to lahko bilo. Računalniški tečaji za starejše, ki smo jih že imeli, občina jih je financirala, dajemo pobudo, naj bi se to nadaljevalo, kajti ne moramo verjeti, da tudi tisti, ki pridejo iz služb, kjer so upravljali računalnike, znajo sem te operacije. Recimo, dan sem poslušala tole zadevo. Socialna pomoč. Naj si starostniki na internetu poiščejo obrazce in naj to izpolnijo. To je nemogoče, dobesedno nemogoče, brez tega zadolževanja. Skratka, tu smo našteli, to se pravi, da bi ta organ imel enega informatorja, ki bi torej zbiral te informacije, pomagal starejšim profesionalno in koordinatorja in vse te službe koordiniral. Skratka, to pobudo smo zapisali, bilo že predstavljena oddelsko za družbene dejavnosti in zdaj predajam tudi sem. Hvala za ta predlog. Alenke Čirič, prosim. Dve vprašanje, dve imam vprašanje. Prvo vprašanje Majstrova, reševanje parkirišč in območja ob blokih, to je zelo pereče vprašanje, vsak teden dobimo na krajevno skupnost. Potem drugo vprašanje, predstavitev postaje pri marketu avtobusne, še ni ena, da vprašujem, kdaj bo. Potem imamo dve konkretni pobudi, eno je za agendo 2030, jutri je na predstavitev v Čatežu, ampak smo zelo jasno, zelo pozno dobili to vabilo. Jaz mislim, da je to izjemno pomembna tema, zdaj po proračun sprejet, tako da se lahko lotimo tudi kakšnih bolj strateških vprašanj, ki vplivajo na način življenja naših naslednikov, naših otrok in vnukov in tako naprej, če so malo bolj poetična. Če ne poznate agenda 2030, to so 17 ciljev za to, da bo naša družba vzdržala. In te cilji so, mislim, da zelo pomembni, ste pa že posod, pri vseh razpisih uporabljajo tudi Slovenija, strateški razvoj Slovenije 2030, tudi je ta strateški dokument tako narejen, da gre skozi te cilje. Tako da tam pobudo, da bi nam to nekdo tudi občinskemu svetu predstavil, mogoče zelo, kje smo, Slovenija in kaj. Je žal jutra ne morem, to je dopoldne, pač včasih ne vem, če bo kdo šel, kdo gre.
Aha, v bistvu ne veste, tako da je to fino. Druga pobuda je, mislim, da sem dobila od RRA. Ne vem. Gre pa za pač kako spremljamo razvoj te strategije in kaj se odvije in kaj je že narejeno. Mogoče pač preberite si, meni se zdi to izjemno pomembna tema, ki se da v različnih strukturah tudi zelo dobro uporabljati. Druga pobuda je pa, vabim vse, ki želijo ohraniti lesene mostove na reki Krki, kot eno pomembnih znamenitosti naše arhitekturne dediščine, da se mi pridruži v iniciativi. Mi smo že nekaj delali na območju občine Krško, nekaj smo bili neuspešni. Na reki Krki je namreč tam nekje 10 mostov še takšnih. Ohranili bomo, hvala Bogu in vsem ministrstvom in vsem ostalim most v Cerkljah. Vsi pa na Boštu zelo želijo, da bi ohranili tudi most na Boštu. Tako da, ko bom imela to priložnost, bom čim prej to pisala in upam, da boste za, ker jaz mislim, da ko govorimo o turizmu, govorimo o avtentičnosti, govorimo o izvirnosti, govorimo o nečem, kar nas naredi posebnega, da včasih je treba tudi kakšen kilometer več narediti, da ohranimo od tega dobrega povezovanja naših prednikov z naravo, kar te leseni mostovi tudi predstavljajo. Ampak to je tema za kaj. Drugič, na hitro pobuda bom dala, kdo želi sodelovati, zelo dobrodošli in upam, da boste vsi za. Samo ena kratka pobuda. Mi smo pred kakim letom dni poslušali na tem občinskem svetu ene krasne obljube rodene gospodu, na katerem se zdaj ne spomnim imena, kako bomo skoraj v enem letu prišli vsi do prepotrebne optike in drugih internetnih komunikacij. Jaz moram reči, da od tistega časa do danes, vsaj v naši krajevni skupnosti, ni bilo od tega niti A. Do zdaj, niti A, niti O. Ker sem informiran, je podobna zadeva tudi v drugih krajevnih skupnosti. Tako da jaz bi predlagal oziroma dajem pobudo, da občina, ki ima kontakte s temi gospodi, ki so nam to predstavljali, jih še enkrat povabi na občinski svet in da nam pridejo zdaj povedati, ali so se takrat malo hecali, ali so resno mislili, ali se to dogaja, ali se nič ne dogaja, ker končno ne tako. Mi na podeželju smo vedno bolj živimo v nekem drugem svetu, ali pa bom rekel v srednjem veku, proti tistem, kar se dogaja v različnem svetu. Eto, jaz sem dal teti Marjani vizitko. Zdaj pa lepa. Jaz sem mišljal mesto, da je lahko. Zdaj pa še zadnja točka razno. Imam kdo kaj pri točki razno? Koliko ne, je seja. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Dobro se sve.